Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. V današnji uri resnice z menoj sta naš stalna komentatorja, dva Petra, eden bolj razvpit kot drugi, Peter Jančič, Peter Gregorčič. 3 teme imamo predvidene: Tito v Velenju ostal brez glave, odpuščeni ortoped v Novem mestu in pa Tomaž Vesel na Veseljaku. Ampak bi predlagal, da začnemo tako od zadaj naprej. Gremo takoj na Tomaža Vesela. Peter, po karieri bivšega predsednika Računskega sodišča, bil je kandidat za mandatarja, bil je kandidat za evropskega komisarja, povsod so ga vrgli čez ramo, zdaj pa je postal, oziroma postaja voditelj televizijskih oddaj, ampak ne recimo na Tarči ali pa recimo na Uri resnice, ampak na Odlaskovih 2 televizijah, Veseljak in pa Golica. Kaj ti recimo praviš o taki karieri? No, pa vmes pa je začel tudi hoditi z pevko Sašo Lendero, ne? Tako da je precejšnja sprememba v življenju. No, pa še ena stvar mu ni uspela, mu je uspela samo delno, ni uspel postati predsednik nadzornega sveta Petrola, je samo član. Tako, ja, žalostna zgodba nekoga, ki je pač zlorabil Računsko sodišče za to, da bi obračunal z prejšnjo vlado. Ne. To mu ni uspelo, kljub izraziti podpori KPK-ja, takrat se je še nadaljeval ali pa začel razkroj KPK-ja, ne, spomnimo se, to je nezaslišano, se pravi, on je zaslužil več denarja pri Aleksandru Čeferinu kot na Računskem sodišču. Ne, mislim, da je bil na FIFI. Na FIFI, ja. Ja, na FIFI. Ampak tam je Čeferin samo podpredsednik. Okay. To je pa gotovo pomagal, to pa ne, se pravi, tam je dobil večjo vsoto denarja, ko je trdil, da je dobil odobritev KPK-ja, KPK tega dokumenta ni našla. Ne. In tukaj je po mojem se začel strm razpad KPK-ja, ker za neko inštitucijo, da ne najde nekega takega pomembnega dokumenta, za tako pomembno osebo, ne, ki, pazi, Računsko sodišče... Ne govorimo o tem, da je to razpad predvsem časa gospoda Štefaneca. Ja, pa se bo Peter, čak da pusti, Peter, pusti, da Peter pove do konca. In takrat se je ta zgodba začela in kaj lahko iz tega potegnemo? Potegnemo iz tega, da se razkrajanje države za politični oportunizem ne izplača, ne, ker na koncu nisi nujno nagrajen. Zdaj pa, če še malo, mislim, da vmes je bil, pa potem je pristal, enkrat se pogovarjala, sem rekel, da je bil direktor Dolenjskega lista. Ne? Tako je. Tako da zdaj očitno, se pravi, vseeno je bil direktor, ampak, seš, ko rečeš javnosti... Zdaj mislim, da je še direktor, oziroma prokurist 2 Odlaskovih podjetij. Tako, to imam pač v spominu. In zdaj, ne, pač očitno je videl, ne, bi se rad malo pojavil v javnosti in si želi postati prvi obraz Odlaskove televizije. Mediji, kot sem bral, piše, da pač to so izjemno priljubljene televizije, ne, jaz jih sicer ne gledam, mogoče bomo začel zdaj, ko imel Tomaž Vesel, lahko pa greš za drugo zadevo, ne, v resnici, ko se ti postavljaš kot obraz česarkoli, se ukvarja s politiko, je lahko to v slovenski folklori delanje novega obraza za ene od prihodnjih volitev, tako da mogoče se pa zmenil, ne, je rekel, nekoč bi pa vseeno bil predsednik vlade in zdaj spet na čakalnem seznamu, ampak ker se zgodovina, pravijo, ne ponavlja, ampak rima, ne, mogoče se mu spet ponovi, da bo spet nekoč v igri, ne, za te volitve zagotovo, ne, za katere naslednjih in potem morda bo spet šel podobno pot. Je zanimivo, on naj bi zdaj delal intervjuje z predsedniki strank, ne. In med drugim potem bo delal tudi verjetno intervju z Golobom, ki je predsednik Svobode. In tak isti Golob ga je vsaj 2krat ne vrgel čez ramo. Ne? Ja, in tam bo zelo verjetno to oddelal servilno, ker bo to v interesu tistih, ki ga plačujejo, ne? In bo to pač posebej zanimivo spremljati, mogoče tudi komentirati. Kot sem rekel, pač edini nauk te zgodbe, ki jo vidim, je, da zloraba inštitucij v politični aktivizem se na koncu ne izplača nikomor. Največ tukaj izgublja država, ne, ki zaradi tega še hitreje razpada in se razkraja, ampak tudi akterji tega niso nagrajeni. Ne nazadnje smo to videli tudi na Ustavnem sodišču, ne, kjer Račetu prav tako ni uspelo priti na nobeno od želenih funkcij. Samo pojavil se lahko. Ne? Ja, samo prijavil se Peter, lahko. Ti si skril njegovo delo, ne, na FIFI takrat, ne, od Tomaža Vesela, če se jaz prav spomnim. Ne, delo na FIFI je sicer bilo znano, mi smo razkrili, da ni res, da je dobil dovoljenje KPK-ja. Ga zadeva denar. Zato sem omenil, da ni, jaz mislim, da se tam ni usramatila cela KPK, gotovo pa KPK v času gospoda Štefaneca. Se je KPK potem priznala nam, ne, v resnici Siolu, novinarjem, ki sem jih jaz poslal, da to preverijo, da te dokumentacije nazaj ni. Ne? In potem smo šli tudi gospodu Veselu in tudi on je ni pokazal in tako se je razkrilo, da zapravo tega dovoljenja ni bilo. Ne. Ampak to se Peter, mislite, da so to tako rekoč med prijatelji takrat delali, kar KPK ne bi smela. To recimo me zanima tvoje mnenje, no, pač, ker si se takrat pogledal to stvar. Kdo mislite tukaj zavestno lagal? Vesel verjetno, ne? On je bil tisti, ki je rekel, da obstaja dokument, ne?
Jaz mislim, da je bil toliko prepričan, da so prijatelji med sabo in se bojo pokrili, da je sploh ni mislil, da je to laž, ampak da mu je Štefanec res dovolil, ni pa nikoli formalnega postopka, nobenega o tem bilo niti odločanja. Ker nas je pravzaprav zanimalo vsebina, ne, na kak način so lahko dovolili to delo, ker je bilo nenavadno, ne. Šlo je za res velike sote, bistveno več je zaslužil pač v Ženevi. Mislim, da je 10krat več skoraj. Ja, tukaj, kot predsednik Računskega sodišča, razen tega je kot predsednik Računskega sodišča tudi izvajal neke nadzore nad organi, ki so pa direktno povezani z nogometom. Ne. To je pa tudi koruptivno sporno, zato je to pomembno, zakaj so to dovolili. Ne. Recimo na koncu so potem upravljali tudi neke nadzore nad Telekomom, ki je bil največji sponzor nogometa in tudi prenašal je takrat prvenstva. Ne. In to zdaj, ne, tu pa je dilema, ne, zakaj, kako ste to vrili, so oni izločali ali ne, nič od tega ni bilo urejeno. Ne. Tam se je nekaj velikih dilem odprlo. Bi pa še nekaj dodal zdaj glede samega tega intervjuja, ker se mi zdi pa, da je tu problem intervjujev, ja, da je tu še, pa tega, da jih bo vodil, da je tu še dosti večji problem in da je pravzaprav to nam samo dodatno kaže politiko Goloba in sedanje vlade. Na tak način oni tudi sicer ravnajo v medijih. No, oni so na Siol zdaj na zadnje poslali za direktorja Žela z obrambnega ministrstva, zaposlili tja PR-ovko iz obrambnega ministrstva, zato da piše PR članke za Goloba direktno. In to vsak vidi, iz tedna v teden. Ne. Isto so naredili tudi v drugih medijih. Tukaj so direktorja z pač mreže Odlaska, ne, so kar določili, da bo pred volitvami vodil intervjuje z predsedniki političnih strank in to osebo, ki je politično pač zelo opredeljena, jasno, ne. Glejte, da to je sramota, no. On bo zdaj neopredeljeno delal pogovor z Vrtovcem ali pa z Janšo. A se hecamo? Ne? To je čista, to še Nova 24 TV ne dela, ne? Ampak jaz mislim itak, da bo šel v to smer, kot je Peter omenil, da bo to malo tile prilizneni intervjuji. Zakaj? Ne? Zato, ker kje je tle vrh cinizma? Ne? Če gledamo to našo politično sceno, običajno, ne, se novinarji grebejo za javne funkcije. Ne? Dajmo pogledamo zdaj Kocjan, Aleš Kocjan iz RTV Slovenija se je zagrebil za podpredsednika KPK-ja. Ne? Potem recimo cel kup prestopov iz novinarstva v politiko poznamo. Ne? Tukaj gre pa vesel zgleda v drugačni smeri, ne? Se kratka, oziroma on še išče pot. Evo, veš, tukaj je odgovor zakaj, ne? Ker je ugotovil, da edini model je, da ti moraš biti najprej novinar. Ja, zato ker, pazi, očitno je cel model oddela, ne? Ti moraš kot novinar oddelati za pol, da dobiš potem nagrado in zdaj vesel je ugotovil, da on ni oddelal za pol, on je delal samo zase, ne? Tamle na Fifi, ne? Če zdaj malo cinično to zdaj komentiram, ne? In zdaj mora oddelati za pol kot novinar in potem se bo postavil v vrsto, ne, teh novinarjev, ki za nagrado dobijo eno od političnih funkcij. Ne. Je pa to, glej, meni je nepredstavljivo v neki državi, da je nekdo, ki je bil predsednik Računskega sodišča. Ne. To se mi zdi resnično taka strokovna, pomembna funkcija, gre za organ, ki ga predvideva ustava, to ni kar en organ. Guverner Banke Slovenije. Tako je, ne, da je ta človek potem pristane kot voditelj na neki nepomembni televiziji predvolilnih soočanj. Mislim, tukaj kaže na to, da mi v tej državi resnično nekih pojmov nimamo razčiščenih. Ne? Nekdo, ki pač bi bil na taki funkciji, si predstavlja, mora imeti za sabo tako kariero, da bo na tem nivoju potem kasneje tudi nekje ostal in s tem si služil svoj vsakdanji kruh. Ne? Pač to meni pač sporoča tej državi eno zelo žalostno krvno sliko, ne? Ki na koncu potem je to, kar je tudi včeraj Tarča razkrila, ne? Kaže, da v bistvu naš imunski sistem demokracije in pravne države ne deluje, ne? In da pač vse stvari grejo malo v Vse, če pogledamo malo širše, sta oba z veseljem, tudi Šoltes, recimo, ki je bil prej, ne, sta prišli z tega omrežja LDS-a, Šoltes je bil še bolj vezan. In tudi Šoltes, če pogledamo, je pol šel nazaj, kam je šel? V politiko, ne. Najprej za evropskega poslanca, ker je bil zvoljen, pol za namestnika ministra, zdaj so ga spet nekaj vtaknili. To pač je pri nas, ni tako preprosto. Ne? Ampak je pa nenavadno to, da se nekdo, ki je močno, kako rekel, politično angažiran, ne strokovno, ne? To zdaj govorimo pri Veselu, ne? On se je politično močno opredelil, ne? In ki je povrh vsega direktor v mediju, ne? Nenadoma skuša predstaviti kot neodvisen novinar, ne? To pa ruši vsa pravila, ne? Ker ta poslovni pa novinarski del mora biti jasno ločena. To gre stoletja nazaj v Ameriki, so to ločenco naredili, ne? Pri nas se je podira. Jaz mislim, da to se mi zdi malo žaljivo do njega, da pravimo, da zdaj skuša biti novinar
da to bi v svoji karieri. Mislim, pa da to to je ni zdaj, res. Peter, On ima zagotovljeno funkcijo, on je še naprej direktor tam, on skuša tu neko vlogo propagandno To je bil upraviti. joke, ne, zdaj, Ja, zdaj, joke, to, ja. ja. No, Propagandno vlogo upraviti, samo da dokončam, ne, ki so mu je verjetno zelo malo naložili, ne, kaže pa to res, da tistim novinarjem, ki jih imajo v tej korporaciji, ne zaupajo. Ne. Oni ne verjamejo svojim novinarjem, oni bojo poslali direktorja, ki bo naredil komercialne usluge svojemu polu, ne, pa politične, ker novinarji očitno ne bi, ne, ker imajo neko drugo etiko, to je ta finta tega preloma. Ne. Novinarji se ne smejo biti prodane duše. Problem pri nas, to se pa s tabo strinjam, ti številni prehodi, ne, ki so bili v bistvu nagrade za neko delo, ki ga je nekdo opravil prej v mediju, ne. To pa kaže na to, da imamo velik problem novinarstvo z tem, da v bistvu se ne spoštuje ta kodeks in da se vplačuje. V tem kontekstu bi vsem še nekaj vprašal. No, če je Urška Klakočar Zupančič nastopila na Pop TV-ju, na tistem roasterju, ker so je vsak nekaj govoril od teh povabljenih na račun, neki šal na račun Magnifika. Ne vem, ste to spremljali? Ne, jaz nisem tega pogledal. Ti si spremljal to? Videl sem en klip, pa nisem vedel. Ja, ne hoče vedeti, ampak to je ona delala zdaj, veš, to ni Borut Pahor, ex-predsednik. Ona je to delala zdaj v funkciji predsednice državnega zbora, je tam nastopila. Zate pa verjetno stal varnostnik, ki ima 24-urno varovanje. Glej, pač gre za estradniško politiko, ki je to državo pripeljala tja, kamor smo. Drugega se ti si sam klipe gledal, ne? Videl sem ta klip zelo bežno, To bežno sem ga videl, da sem se spraševal, a je imitirana ali je res prava. Je prava, ker če je prava, se mi je zdelo neverjetno, da to je v bistvu res pomembna funkcija, druga v državi, predsednica državnega zbora, že zato, da ne neti nekih takih vprašanj, tega ne bi se morala biti tukaj izraziti zadržana, ampak ona pač itak je ponosna na to, kako kroti te poslance, v intervjujih razlaga, da jih kroti, na sodišču bi krotila stranke, tukaj pa kroti poslance v parlamentu. Skratka, kot neka učiteljica v osnovni šoli, v nekem ponorelem razredu, in to je pač odraz ali pa slika naše žalostnega stanja naše demokracije. Dobro, potem bi predlagal, da gremo naprej. Tito brez glave, gospod Miroslav Pačnik, doslej pač javnosti neznana oseba, zdaj na nek način je postal medijsko slaven, kot sem videl, nekateri ga intervjujejo, nekateri ne in tako dalje, je Titu pač bronastemu kipu v Velenju udrobil glavo. Zdaj, pač zame je bilo zanimivo, ker sem zdaj tudi še nekaj prebral, ne vem, koliko ste videli, pač prej vedela o tem kipu, jaz recimo nisem vedel, da je to največji kip Josipa Broza Tita, na svetu, ja. Kako? Na svetu celo. Na svetu celo, jaz recimo tega nisem vedel, tako da te sporedne zgodbe so mi bile zanimive, ampak zdaj me zanima v bistvu bolj te politične implikacije tega tako imenega incidenta. Zdaj ne glede na kakšen način, v kakšnih postopkih se bo znašel Miroslav Pačnik, začeli so se zdaj pač pojavljati različni komentarji, bral sem tudi na portalu zanima.me, komu zdaj v bistvu ta situacija, ta incident, ta scena politično koristi, desnici, levici, ker zdaj so se začeli spet te ideološko vprašanja, spopadi in tako dalje. Mislim, da si ti tudi malo več pisal o tem, kot recimo jaz nisem. Ja. Mislim, na ta način se skuša odvrniti pozornost v resnici. Skušaš reči, da gre tu za neko igro Janše ali pa da gre za neko igro neke skrajne levice. V resnici pa gre za preprosto civilizacijsko vprašanje. Kakšna država smo in na kakšnih vrednotah temeljimo in koga slavimo. To razumem, Peter, ampak to me zanima. Zdaj lahko izključimo ali ne moramo izključiti, da je šlo za neko tako, ko bi rekel, aktualen politični akt. Ravnanje gospoda Pačnika ima v vsakem primeru velikanske politične posledice. In je zgolj nadaljevanje nekega hudega spopada, ki se je začel, ko je sedanja vlada prevzela oblast in ko je ukinila muzej osamosvojitve, tudi neke praznike, ki se spominjajo povojnih pomorov, pa diktature, pa tega. In ko je v imenu vlade kulturna ministrica šla pač slaviti ustanovitev komunistične partije in se direktno pokloniti prejšnjemu režimu. Čebine. Ja, to govorim o tem civilizacijskem spopadu, kakšna država smo in na kakšnih vrednotah temeljimo. Ali temeljimo na svobodnih volitvah, zasebni lastnini, pravicah ljudi, ali smo diktatura, kjer oblast pač lahko krade, ubija nekaznovano. Ker
to drugo simbolizira Josip Broz Tito. Ne. In zdaj, mi imamo seveda problem, ne, pa ne samo mi, vse ta problem imajo tudi Nemci, Avstrijci, Italijani, ne, ker del populacije pač te diktatorje še vedno slavi, ne, kot imajo Nemci svoje nacije, Italijani fašiste, imamo mi komuniste. Zdaj, ni problem. Ne spomnim se, da bi Nemci imeli kipe, ne. Imajo, pa je drugače slavijo, ne morajo direktno, ker tam pa je to prepovedano. No, in ta isti problem imamo mi, ampak to niti ni problem, ne, to je tudi Ustavno sodišče zelo lepo pojasnilo v tisti razsodbi o Titovi cesti. Zasebno lahko človek veruje, kar hoče, v kjerkoli boga pa diktatorja. Problem je, ko začne država verovati v neke bogove napačne. Ne? In tukaj imamo zdaj težavo. Ne? Velenju imamo mi, zdaj po teh odzivih, ko smo jih gledali, pač župana iz SD, stranke, ki je naslednica komunistične partije, ki si plačuje danes račune za prejšnje kampanje za razprodajo iz premoženja te iste komunistične partije, ki zdaj na vso moč brani šefa svoje stranke nekdanjega. Ker Josip Broz Tito je bil pač največji glavni komunist, to pa je predhodnica njegove stranke. In imamo ta konflikt, ki je po mojem za državo sramotno. Jaz mislim, da je sjajna ta stvar, ki se je zgodila na Brdu, kjer so v času prejšnje vlade tiste spomenike vsem mogočim komunističnim idolom enostavno umaknili v muzej vojaške zgodovine, ne, da nam ne delajo sramoto pred tujci, ki tja prihajajo. Ne, se tam je še vedno Brunarca od Tita pa od Kardelja, tako da če hoče kdo, si lahko to ogleda. Ne. Tukaj bi mogli že davno isto, jaz mislim, ravnati. Ne. Tudi ta spomenik bi se moral preseliti, ker nam dela sramota. Tudi jaz imam danes nek članek objavljen, kjer gospod Dežman opozarja tudi na to, da je tudi z umetniškega in kulturnega vidika to zmazek, katastrofa, ker so nek majhen kip povečali, ker so hteli, da bi bil kip velik in pol niso najbolj razmerju ohranili, in je to precejšnja sramota. Predvsem pa je bilo takrat to klanjanje, pač je pa to, mislim, tehnično gledano je meni bilo to zanimivo, kako nekdo 3 dni žaga glavo dol, a ni to zanimivo, pa naenkrat mu najdejo tole glavo v avtobusu, skratka hodi v avtomobilu od zadnje, skratka naredil je kar nek blazen napot, je mogel imeti nek načrt, gospod, ne? To ni zdaj tako, da se nekaj spomni. Če pogledamo podobne stvari, mi smo bili priča v Ljubljani, ko se je kljukaste križe risalo na Ministrstvo za kulturo, vse je živo, metalo se je kocke, to se je pol leta počelo, pa nikoli niso odkrili krivcev, ne. Paste, ne, pa smo vsi vedeli, da je zadaj nekaj je, ne, vse se je tudi pokazalo kaj, ne, ker so bili še neki večji protesti, ne. Jaz mislim, da je tu bilo podobno, ne, da ni čisto, da gospod Pačnik gotovo to dela iz nekega političnega prepričanja, to je tudi javno povedal. To je javno povedal, zanimivo je, da so novinarji to prikrili, ne. In zanimivo je to, da so slabo varovali ta spomenik, ti, ki skušajo zaščititi to komunistično dediščino, torej recimo občina, da ni tam, to bojo najbolj zdaj naredili, zdaj bojo kamere postavili, da zavarujejo ta spomenik nekdanjemu diktatorju, kar bo pa spet velika sramota, ne. In bo tudi kršitev ustave. Ker Ustavno sodišče pa je reklo, da se pa novih... To jaz si čisto ne razumem. Tam res, takrat je Ustavno sodišče presodilo, ampak potem sem videl v Radencih je bil pa Leljak pa težave. Oni so presodili, da se novih stvari ne sme delati. Ne? To se pravi, ne zahtevajo preimenovanje recimo starih ulic, ker to tudi pomeni velike stroške pa težave za ljudi, pa ne vem kaj. Ne? Tako da to, če postiš staro, še ni kršitev ustave. Če pa narediš neke nove stvari, kot je nova ulica, recimo tam, ki jo je Janković delal, to pa je kršitev ustave in se ne sme. Tega politika ne sme narediti. Zdaj, če bojo pri tem kipu šli v tej obrambi naprej, od tistega, da je on tam stal, kar zdaj grejo. Oni so ga zdaj razglasili za spomenik kulturnega pomena, pa za ne vem kaj vse, Paste, to so pa nove stvari, to pa danes oblast počne, to pa oblast ne sme početi. To pa je kršenje ustave. In to pa tudi, jaz mislim, da tudi škodi celo levici, ker se nam predstavljajo kot neke vrste tisto, kar bi bili v Nemčiji naciji, pa fašisti v Italiji. Peter Meše na portalu zanima.me pravi, da bo to zdaj ta zgodba s tem Titom, ki je ostal brez glave, v Velenju škodila desnici, na volitvah. Zdaj je odvisno, kako definiraš desnico in koga gledaš po desnico. Zdaj, če smem tukaj, tudi jaz sem krajši uvod narediti, najprej, ko sem to zgodbo videl, sem se spomnil eno stvar, ki ni bila omenjena v tem kontekstu. Leta 2013 se spomnimo Strunjanskega križa, ki je bil zažgan in takrat potem je tudi bil sprožen nek postopek in je bilo potem na koncu tu kot nek, se pravi, umetniški performance. Da se to skočim. Križ ni simbol totalitarizma. Če smem. Čudi me, to me pa tudi čudi, da tale Pačnik ni razglasil to za umetniški performance.
deformacijo, ne, kakorkoli, ne. Ampak zdaj pač širši kontekst, pač ni, ampak zdaj moramo gledati, postaviti se v kontekst slovenske zgodovine, ne. Se pravi, slovenska polarizacija je osnovana na dogodkih po drugi svetovni vojni, kjer se tudi cerkev povezuje z nekim, recimo, delom teh dogajanj, se pravi, Tita z drugim delom, ne, in na tem se je zgradila celotna politična konstrukcija te države, dveh polov, ne, ki te triggerje sta v preteklosti redno uporabljali za to, ne, če se je pojavil nekdo, ki bi ogrozil to dvopolnost, ne, so pač to potegnili ven. Ne. Zdaj, kaj je bil tukaj, jaz nisem nek zagovornik teorij zarote, malo sem se spraševal, kaj je motiv, vedno motiv je, običajno je lahko tudi v neki čist pač človeški ambiciji, želji ali pa čemurkoli posameznika ali pa naravi posameznika. Ne. Zdaj, kar sem uspel zbrskati, mogoče Peter Tuber raziskal pa lahko popravi, tukaj, čeprav razumem, je bil celo nek predlog, da se to odstrani, ne, na mestnem svetu, ne. In tukaj je SD temu nasprotovala in ker je imela večino, pač tega niso dosegli. Ne. In mogoče iz tega izhajala neka frustracija posameznika, ki je potem to dejanje izvedel. Ne vem. To je čisto moja oddalec slika, nisem raziskoval detajle. Ne. Zdaj pa tvoje vprašanje, to je pa ključno. Ne. Seveda, ne, z tega pa zdaj ta polarizacija koristi, vemo komu. Ne. In ti bodo to spodpihovali do konca. Ne. Se pravi zdaj, ne, če bo, zdaj tukaj je, mislim, tvojem članku sem dobil to idejo, ko sem ga bral, ne, tvoja zelo dobra poanta je, kako bo zdaj, če bodo temu diktatorju šraufali nazaj glavo. Ne. Skratka, zdaj tam imaš ti kip, ki je brez glave, ne. Zdaj ta akter tukaj, berem tudi, da je sicer član SDS-a, to poročajo mediji, ne vem če, ne, ampak zagotovo to koristi stranke SDS. Ne. Zdaj, kaj Koristi, kaj? To dejanje koristi stranke SDS v smislu polarizacije, ki koristi v utrjevanju vodilnega položaja, če rečemo temu desnemu polu. Ne. Ker kaj je desen pol, je zdaj vprašanje. Ne. Desen pol tisti, ki se zavzema za gospodarsko pobudo. Ne. Z tega striča mi je zelo zanimivo Prebilič. Ne. Prebilič je na Financah v podcastu rekel, da želi dekriminalizirati uspeh, da se zavzema za socialno kapico, ne. Po drugi strani pa se daje na levi pol. Ne. Ampak te dve stvari sta desni vrednoti. Zanimivo, zdaj povedal, da je glasoval proti in celo glasoval proti. Ja, in zdaj, ko tukaj, ne, zdaj v tem kontekstu pomembno povedati, ne, ko tukaj si razmišlja, zakaj se morajo pri nas neki akteri, ki evidentno zagovarjajo nekaj, kar je desna vrednota, se pravi svoboda posameznika, ki se manifestira čez svobodno gospodarsko pobudo, ki ti daje tudi finančno opolnomočenje, ker brez finančne moči ni politične moči, ne, je nekako konzervativna vrednota. Ne. Zakaj se mora pozicionirati? Ja, zaradi tega, ker je desen pol ugrabljen strani ene osebe, ne, ali pa ene stranke in se lahko desen pol enači za to stranko. In mislim, tukaj imam še isto težavo. Ne. On sicer pač dela na mediju, ki je po mojem razumevanju medij Nove Slovenije, ne, in Novi Sloveniji zagotovo... Mršeta govoriš. Mršeto, ja. Zanima me je pač evidentno medij Nove Slovenije. Pač vsaki to spremlja, mu je tu jasno in verjetno, če bi šli pogledati, ki prihajajo Finance, je bilo tudi jasno. Ampak jaz gledam kot komentator, ko gledam, oni vedno morajo tako izpeljati na koncu prispevek, da je Nova Slovenija najboljše izpade. Ne? To je pač očitno njihov mišljen, zdaj, a je finančen ali oseben, niti ni pomembno. Ne? Skratka, tukaj se odpira ena tema, ne, kjer se poskuša zopet nek sprožilec v narodu razneti neka debata, sem pogovarjali o Titu ali proti Titu. Ne? Jaz se strinjam s tem, ne? Pač Tito je bil diktator, mi smo se osvojili, vse to je vse jasno, v temeljni ustavni listi piše, da smo išli iz prejšnje države, zato ker so njej hudo kršile človekove pravice in Tito je bil prvi predstavnik in prvi simbol tega. Ne? In tukaj se strinjam, nesprejemljivo, da tam ta zadeva, ampak če to odpreš pred volitvami, odpreš z namenom mobilizacije svojega pač volilnega telesa, sam tako vidim, ne, tudi če ni bil to namen odpret, spretni politični akteri bodo to v to smer izkoristili. In to je vsa tragika države, da na koncu od vprašanja, ki služijo nekim razvoju demokracije, spodbudno gospodarskemu okolju, gremo na debato o tem, o neki glavi nekega diktatorja. Jaz mislim, da še boljša pozicija v resnici za Janša, pa se njim se to splača, ker gre v resnici za neko drugo dilemo, ki je ni levo-desno, ampak kjer stranka je za nek normalni evropski pogled na zgodovino, nekatere pa niso, katere nasprotujejo totalitarizmu, fašizmu, komunizmu in nacizmu in katere ne. In zdaj v tem spopadu se del strank iz leve pri nas kaže kot pač zagovorniki nedemokratičnih sistemov, vladanja, ki temelji na tem, da prepoveš in onemogočiš druge stranke, tudi z umori, da ukradeš ljudem premoženje, razprodaš banke, podjetja, vse. Ne? To je
ta položaj, no, ki ga skuša Janša Vem, gotovo uporabiti. Pa še nekaj bi rekel, ne, ta položaj je pomemben tudi zaradi tega, ker je v bistvu država tudi nastala z temi istimi akterji, z Janšo pa Demosom takrat, ne, s tem, da so se uprli prejšnjemu režimu in ga v resnici odpravili, ki je prepovedoval več strank, svobodne medije, ni bilo fair sodstva, ker je bilo vse podrejeno partiji, in na tem je nastala moderna slovenska država, na zavračanju totalitarnega režima in diktature. Tam se ni dalo voliti svojih predstavnikov v resnici. To je bilo onemogočeno. Smo pa živeli v neki državi totalne propagande, ki jo še danes slišimo, kjer so nam govorili, da so v državi, kjer so prepovedali vse stranke, smo imeli do smrtnega maršala, uvedli splošno volilno pravico. In danes še vedno eni to verjamejo in pravico za ženske je celo volilno. In danes še eni vedno to verjamejo, ker so norosti. In ta spopad, zato sem na začetku rekel, ni zgolj spopad levo-desno, je pomemben spopad za državo. Zato s kakšnimi vrednotami bomo šli naprej tudi otroci. Jaz mislim, da morajo na levi tu spremeniti stališče. To stališče, ki ga zastopajo obrambe, totalitarizma, umorov, kraj, je nesprejemljivo. To bojo morali pozabiti. Ti lahko zasebno še vedno častiš nekdanjega diktatorja, tudi nimam nič proti, da ljudje z drugih republik ga razumejo kot tistega, ki jim je omogočil vse to, kar so to prednosti, ampak država pa tega ne sme in tudi izobraževalni sistem tega ne sme. Imamo tudi v izobraževalnem sistemu te probleme, da še vedno slavi tisti prejšnji totalitarni režim in da te propagandne finte prejšnjega režima, ki so očitna bedarija, še naprej prodajo otrokom. To sem samo opazil v učbenikih za lastnega otroka, ki tudi on to vidi, ker ni neumen. Zakaj? Ker te učbenike pa spet delajo tile na oblasti, ki jih ene zanaša. Saj to je tisto, ko je šla Asta Vrečko proslavlja Čebine, to ima posledice. Glejte. In imamo tudi v parlamentu ene zgodovinarje, ki nam prodajajo tam neverjetne stvari iz zgodovine, kakršne smo slišali, kakršne so se še v socializmu sramovali govoriti, Vsi smo vsi bili v tistem sistemu in so vsi vedeli, da lažejo. In danes nam to eni podajajo zopet kot zveličavno resnico o nekem prejšnjem režimu, kako super je bil. Če smem samo dve misli. Prva stvar, se strinjam s tabo, ampak pač v slovenski zgodovini je to dobilo neke vrste religioznega relikta. In tukaj so ljudje nekako sidrani, ker se imajo občutke, da bodo izdali, svoje rodove in kakorkoli. Nekdo, ki je spreten politik, to, kar ste rekel, se vse strinjam, ampak tukaj gre za preštevanje ljudi. In ti ljudje, ki so osamosvojili to državo, vsaj jim čas, ampak demokracije niso ponotranili. Če ne verjameš, poglej recimo, jaz na primer o kakšnem voditelju te države ne se nečesa reče, Bojan mi zdaj večkrat rekel, da dobiva klice, da me more odstraniti te oddaje. To so v resnici te metode, s katerimi bi mogli mi odpraviti. In samo, če smem... Nekaj pišejo mi. No, pa pišejo ti, ampak glej, veš, si lahko povedal. Lahko povedal. Razumem, ni problema, se tudi kip so lahko odstranili. Ni nobene težave, jaz samo tu hočem reči, jaz mislim, da demokratizacija se ne začne z preštevanjem ljudi, ki podprejo nekaj ali pa nečesa ne podprejo. Začne se z nekim notranjem ponotranjenjem tega, da smo ljudje prvič različni, da imamo različne poglede na svet, da jih lahko tudi povemo in da pač nihče, predvsem pa noben politik ni nedotakljiv v komentarjih. In zdaj, razumem, eni tisti in moja osebna, to je pa moja intimna ocena, nekdo, ki tega ne prenese, je za moje mnenje kaže zgolj eno stvar, svojo šibkost in še vedno še bolj sem prepričan, gre za poskus tega, da bi se zopet tu vneslo za namene polarizacije, ker se ta struktura šibi in se pač ruši. Je pa sreča naša te države ta, da je od smrti Tita minilo pol stoletja in da ta zgodba pač nima več tako velike mobilizacijske moči. Sreča ne zaradi tega, da ne bi mi odpravili s totalitarizmom, ampak sreča zato, da ne bi šli v nov totalitarizem, ampak da bi se začeli pogovarjati o razvojnih vprašanjih te države. To je pač moj pogled. Zakaj se tudi absolutno ne strinjam z eno hipotezo, da je v tej državi težko ali pa problematično kritizirati Janeza Janša v medijih ali pa v novinarstvu. V tej državi je najbolj zaželeno in najbolj nagrajevano in novinarji dobijo vse mogoče funkcije in komentatorji točno zato, ker to počnejo. Ne samo, da to počnejo, ampak kar lažejo celo. In to že desetletja. Janša je bil tudi na 2 montiranih procesih dokazano zaprt z kršitvijo vseh pravil. Ustavno sodišče je soglasno ugotovilo, da je šlo za pač pri Patriji recimo, za celo nepošteno sojenje. Ob tem, da sploh ni bilo nobenega kaznivega dejanja nikjer.
Pa je na celi seriji bil obsojen, novinarji so ga na vso moč kritizirali, pozneje so dobili pomembne funkcije, ne, politične. Tako da zdaj meni to, kar ti praviš, ne, da si preganjan zaradi kritike Janše. Glej, po mojem, govoriš o tem, da so Janševi pristaši. Ja, pač to je pretirano, spet je v tej funkciji, da se tu potencira, ampak to rečem, do konca. Mnenje, jaz mislim, da med pristaši Janše, ki pa jih ima, ne, je to, da si ga kritiziral, jih je prizadelo in so se pač odzvali. To je normalna reakcija, nič takega. Noben ti ni nič naredil, po mojem, in ti tudi ne bo. In glej, to, kar si ti povedal, ni nič v primerjavi s tem, kar smo že v medijih, velikih, pomembnih, vplivnih brali. In o Janši in o SDS, da Janša ne bi bilo mogoče kritizirati tej državi, da bi on bil kakorkoli zavarovan, to je bedarija. No? Druga stran je. In to, ko govorimo o neki tej delitvi, neki religiji, ne, ko se brani neke neevropske vrednote, ne, totalitarizma, Tita, to ni Janša. To na druga stran dela. In tu smo mi nasedli, tudi novinarji, ki zdaj govorimo o tem, da je to neka državna tradicija. Ni res. Ne? Del te tranzicije, ki jo je naredil Demos, je bilo, da ni počisto in da ni pobil tiste druge strani, ki je prej zlorabljala oblast, ampak jih je pustil. Problem je v tem, ne, posledica tega je, da so oni vzorce iz tiste preteklosti peljali naprej in jih še danes uporabljajo. In ne, to je tudi, so ti procesi montirani politični. To so vzorci prejšnjega režima in ti vzorci se ne uporabljajo proti levemu bloku, ampak vedno proti desnemu. Ne. Ni zgolj Janša žrtev. Zdaj, jaz bi tu bil previden. No. Se pa s tabo strinjam, da je prav, da imamo svobodo govora, da je treba varovati svobodo govora, tudi tvojo, in jo bom vedno varoval. Je pa zanimivo, no, zdaj, ker berem, recimo, ena novinarka Planet TV, ki je intervjuvala tega Pačnika, ne, je pač objavila, da je doživela zdaj plast nekih obtožb, ne, da so jo učitelj, zakaj intervjuja kriminalca, promovira kriminal in podobno. Boris Vezjak, ne, naš soimenjak iz Maribora, se je oglasil, zakaj recimo te kritike, da novinar ne sme intervjuvati nekoga, ki bo verjetno tudi obtožen kakšnega kaznivega dejanja. V čem je to finta? Lete, tukaj imamo pač upravka z ameriški novinarji, a ja tole intervjujejo. Tu imamo upravka z rušenjem načel profesionalnega novinarstva. Ne? To je treba povedati. Ne? Pač kodeks novinarske etike. Tale Vezjak nič ni protestiral, ko recimo Bobovnik intervjujal Kodeša, kodeks novinarske etike izrecno zahteva, da v primeru, da objaviš hude obtožbe, moraš poskusiti pa pridobiti drugo plat medalje. Tu so bile objavljene hude obtožbe, da je gospod zločinec. Vsi mediji, ki so to objavili, bi morali se truditi pridobiti odziv. Objavili odziva gospoda Pačnika, ko se je odločil, da bo temu odgovoril, niso ti mediji, recimo Delo, Pop TV, RTV Slo. Vsi ti so dramatično kršili kodeks novinarske etike. Na kodeks se požvižgajo, ko pride politika vmes. Ne? To drugo plat je objavila novinarka Planet TV, ki velja za bolj desnega, ne? Ki je naredila prva tisto, kar je prav. Če nekoga nekaj obtožuješ, ima pravico odgovoriti. On še ni zločinec, on ni obsojen. Tudi je zanimivo za javnost to, da intervjuješ nekoga, ki je pač zdaj v središču pozornosti. Gospod Vezjak, ki je stalen ekspert o novinarstvu. Gledajte, on ni ekspert o novinarstvu, on pojma nima o novinarstvu, on nikoli ni bil novinar. Mi smo novinarji. To je politična funkcija. On ni novinar, ni urednik, nič od tega. On je od zunaj skuša politično pritiskati, da bi novinarji ravnali v skladu z interesi njegovega političnega pola ali njegovega nazora. In od njih zahteva nepošteno ravnanje. In to dekle je bilo res, jaz sem to tudi njen odziv bral, ona je pač doživela ta pritisk, ki se pogosto zgodi novinarjem, ki nekaj naredijo dobro in prav. Stepejo jih politično, mlatijo, ne, in jim ni prijetno. Se spomnim, takrat, ko sem jaz odkril tisto afero Lepa Nataša, ne, je potem ta Janca Šajha, mislim, da je takrat delala za Novo 24, je šla intervjuvati Šarca na cesti, ga je presenetila s kamero in mikrofonom in ostali novinarji so protestirali proti temu. Kako si drzo vprašati? Ko je delala najbolj običajen novinarski posel. Ja. Izvoli, Peter. Ne vem, čeprav gre za televizijo, ne, ki je zavržno cenzurirala enega, po mojem mnenju, bolj odmevnih intervjujev z Milovićem, ne pozabimo tega. Ne. Ampak vseeno, pač mojem... Tega je konkurentno za tole novinarko. Ja, ne, za televizijo govorim. Ja. Ampak, kar se pa te novinarke tiče, pa bi sam tu bi jaz rekel, ne, pač, če si ti v javnem prostoru... Ne dajem izjav za tisto televizijo. Da. Ja, jaz tudi ne. Zaradi tega tudi zelo redko jo gledam. Potem je pri meni izgubila vso kredibilnost. Videl sem tu na tvojem X-u, ne, in bi se strinjal s tvojo pripombo. Ne, se pravi, novinar mora imeti debelo kožo. In tudi moj
merilo tega, ali povem nekaj, kar je vredno povedati o tem, koliko napada se nate sproži. Ne. In Vezjak pač, on ima isto svobodo govora, on ima svoj pogled na svet. Dajmo se enkrat v tej državi razumeti, imamo različne ljudi, različno vidimo stvari in to je legitimno. To je v bistvu bogastvo nekega naroda. Ne. Prejšnja država tega bogatstva ni imela, ker je tiste nasprotnike pobila, zdaj pobijati ne moraš, lahko pa naredi svoje medije, ki te poskuša medijsko moriti. Ne? In tu počneta oba pola, bodimo iskreni in tudi zelo učinkovito. Ne? In tukaj je pač njegovo legitimno opažanje in jaz bi pač sam to rekel, ne? Jaz, če bi bil novinar, bi najbolj bil razočaran takrat, kadar ne bi bilo odziva. Ne? Takrat, ko te tepejo, ne? Takrat jaz mislim, da je vredno vrtati globlje in dlje in še več o tem pisati in o tem govoriti in absolutno vsak intervju je dobrodošel, če ti dobiš človeka, ki nihče drugi ni dobil, to je ekskluziva, novinar, ki tega naredi, pač potem, po mojem mnenju, ne razume niti tega, kaj pomeni biti resnično dober v nekem svojem poklicu. Ni bil problem v tem, da se tega gospoda ni dalo dobiti. Problem je bil v tem, da tega gospoda niso želeli dobiti. On je sam objavil svoje stališče in bi ga lahko že samo skopirali z družabnega omrežja. Facebook, X na obeh je objavil. Bil je na voljo za intervjuje. Jaz govorim o tem, da v njem so objavili hude obtožbe v Delu, na Pop TV, na RTV Slo, na Siolu in nihče ni preveril in skušal pridobiti odziva, ki bi ga po kodeksu etike moral. Načrtno, ne? Jaz mislim, da se drugače to ne da pojasniti. Če moraš nekaj po kodeksu narediti, pa je enostavno, ne, pa piše, da moraš, pa niti ne poskusiš, pa moraš. To pomeni, da je v ozadju neka politična, nestrokovna odločitev, ker to ni novinarska odločitev. Novinarsko, če si novinar, to moraš narediti. To si odločil z drugih razlogov, to je urednik odločil, da ne boš, ali pa nekdo z političnih razlogov. Ne, in tu bi jaz bil tudi previden, ko ti govoriš, da je velika vrednota, da lahko vsak govori o vsem. Ne. Jaz se s tem načeloma strinjam, ne. Ampak je pa treba biti vendarle pri strokah pa malo bolj previden. Ne. Jaz, ko gre za to, da kak mi bojo doma elektriko zvezali ali pa kak mi bojo zašraufali pipe, ne pustim vsakemu, da bo to delal. Ampak bo delal električar elektriko, bo delal vodovodar pipa, ker se spozna. Ne more vsak teh stvari delati, ker bo nekdo umrl v nadaljevanju in to isto velja za novinarstvo. Je treba biti pa le malo pazljiv, ker so pa stvari, ki so strokovne in smo eni, ki smo pač to študirali slučajno in to poznamo. Ne, ni res, da vsak to ve in ni res, da je vsak ekspert in da je vsak to študiral, eni zgolj nakladajo. To je prvovrstni cinizem, govoriti o strokovnosti na televiziji, ne, ki je cenzurirala intervju, pazi, zaradi pritiska lastnikov. Ja, razumem, ampak je to ista zadeva, potem moramo imeti iste vatle, ne? Potem moramo tudi očitati strokovnost tej televiziji konkretno, ne? Ki je tudi verjetno ni tu skladno, jaz nisem tako dobro študiral novinarskega kodeksa, ampak da lastnik pokliče, ne? In zahteva cenzuro nekega intervjuja, ne, ker ga je nekdo prosil, ki bi imel s tem težave in da to naredi netransparentno, se opravičujem, pač potem se skliceva tukaj na kodeks, je pač deplasirano. Imamo pač tu se več barno v stvarih, ker nimamo nobenega spora. No. Jaz sem ravno tako, kot ti kritiziral to ravnanje, da je gospod Aleksandar Čeferin preko lastnika na Madžarskem kot lastnik televizije dosegel, da se je to prepovedalo. To se dogaja tudi v zahodnih državah. Lastniki imajo pač neke pravice. In tu novinarstvo ni moglo nič. Jaz se spomnim odgovorni urednik Urbanija, ne? On ni bil tisti, ki je to prepovedal, on je reklamiral ta intervju par dni prej in v bistvu upozoril lastnike in Čeferine, ne, da so potem to naredili. Ne. Če bi bil malo bolj izkušen iz prejšnjega režima, jaz sem še v tistem režimu delal, ne, bi vedel, da moraš biti tih in objaviti stvari, nič povedati, ker drugače bojo ti ukinili. Tako je bilo navodilo, se to je bila njegova želja, se to objavim, ampak pustimo to, to je background. On je želel ta intervju objaviti. Njegova vloga je malo bolj kompleksna. Ne zdaj mene kritizirati za to, da ne kritiziram tu planeta pa tega dogajanja. To jaz tudi počnem. Jaz tudi mislim, da je vloga malo bolj kompleksna. Od Urbanije tam, ampak pustimo se to, da ne bomo zdaj zašli nekam drugam. Sam to me še zanima okoli tega Tita, brez glavi, Miroslava Pačnika. Zdaj predvidevam, da se bo dalo tega gospoda nek postopek, ne? Sodni, ne? Ja, to je že občina naredila, ne? Ja. Župan in bodo verjetno zdaj pač bo nek medijski, javnomnenjski pritisk, da se ga z ene strani, da se ga čim bolj obsodi, z druge strani pa, da se ga dela na neke vrste nacionalnega junaka, ne? Pošlo verjetno v to smer, ne? Pri našem pravosodju v bistvu ne vemo, ne? Lahko smo priča... Ne, govorim jaz v tem medijskem pritisku. Ne, sej to hočem reči, lahko smo priča, kot je bilo pri teh postopkih v primeru Nike Kovač, ne? Ker se vse potihem dogovori, ker se ne zveza nobene osebe, ki so kaj delali, recimo kdo jo je udaril, to se vse prikrije. Ne, v tem primeru je vsi ven prišlo. To se še zdaj ne ve, ne? Ne, jaz sem pol objavil, da gre za frizerja iz Maribora, ki ni imel blage zveze, SDS, to je lažnivo potikalo. Tudi ime pa priimek sem objavil
Ampak to po dolgem času sem neuradno zvedel, uradno se je pa prikrivalo. Ne, in tip se pač ni pritožil in zato se ni izvedlo in je bil kar pogojno obsojen na pač neko 6 mesecev, če ne bo še enkrat je udaril, ne bo nič. V tem primeru je že zdaj drugače, ne, in jaz mislim, da ne bo šlo na niti nočejo na ta način speljati in bo dejansko verjetno moralo iti v sodni postopek, tam pa jaz mislim, da bojo težave, te, ki sem jih prej omenjal, ne. Težave, ker se to lahko konča tudi na evropskem nivoju, ker pa je to katastrofa, ker gre v bistvu za slavljenje Hitlerja ali pa Mussolinija. Je to se skrunine spomenika ali ne? Ja, zdaj, če skruniš spomenik Hitlerja, pa te sodišče obsodi, da v Nemčiji, da si skrunil spomenik Hitlerja, ima sodišče problem. Ja, ga je težko najti v Nemčiji spomenik Hitlerja, ne? No, ampak če bi ga najdel, pa bi ga občina postavila, recimo, tam, kjer je tovarna Volkswagna, češ, da je on naredil to tovarno, in da bi tam potem ta spomenik odrezal glavo in bi sodišče tega človeka obsodilo, ker je odrezal glavo Hitlerju, jaz mislim, da bi to bil svetovni škandal. In tu je malo manjši sicer, ker Tito vendarle ni povzročil takšne strahovite mednarodne škode, on je bolj škodo tukaj povzročil, ampak je pa načeloma gre za isto stvar. Ta zgodba bo šla naprej zdaj še, ne? Ja. Najprej gre za poškodovanje tuje stvari. Zdaj, ne glede na status Tita, je tu nek kip, ki ima neko zgodovinsko vrednost, tako ali pa drugačno. Tu je zdaj stvar potem konteksta. To je stvar cene, če ima kakšno vrednost. Zdaj, če ne drugega, ima vrednost brona, ampak pustimo, ta ni bil poškodovan. Kakorkoli, ima nek zgodovinski kontekst in jaz se pač ne strinjam, da se kipe uničuje, se pa strinjam s tem, da se jih da v muzej. Zdaj, če imaš poškodovan kip, ga ne moreš dati v muzej, recimo na ogled komorkoli že hočeš, ali tistim, ki ga častijo, ali tistim, ki ga mrzijo, v resnici je čisto vseeno. To je del neke zgodovine, odsev nekega časa, ki je bil, kakršen je bil, in zdaj se strinjam s tem, da ne sodijo taki ekipi na mestne trge, ker s tem sporočajo napačne vrednote, ampak ta zgodovina obstaja in s tem je šlo za poškodovanje tuje stvari, kar je kaznivo dejanje. In tukaj bo procesiran. Zdaj, tvoje vprašanje je pa tako, zdaj tle se prepletate po mojem mnenju dva vidika. Prvi vidik je, kakšno taktiko bo brala obramba. Obramba vedno lahko ubere tako ali drugačno taktiko, lahko iz sebe naredi žrtev, kot pač obramba oceni skupaj s svojimi pravnimi strokovnjaki, da bo najbolj učinkovito bil pač nekdo, se pravi, obranjen v nekem sodnem kazenskem postopku. In to je čisto legitimno. Potem je druga stvar, ki se tukaj prepleta, tudi ker če gre za člana neke stranke ali kakorkoli, tudi če ne gre, politika vedno tisto, kar ji koristi v javnem prostoru, uporabi v svoj prid. To je pač ideja politike. In skratka, ta zadeva se bo zagotovo še peljala naprej, ne bo se verjetno, ker če bi se zadeva zaključila danes, do volitev, to bo vse pozabila. Ampak tukaj bo po mojem ključnem vprašanju, tukaj si vzpostavil v tvojem članku, to je bilo res zanimiva poanta. Se pravi, zdaj imamo kip, ki je brez glave. Zdaj, lahko ostane tam brez glave, bo verjetno največja tišina. Lahko se odloči lokalne oblasti, da to glavo dajo nazaj, potem se bo povabilo, ti si predlagal tuje medije, poročanje in tako naprej, in bo z tega cela medijska scena, in bo tu šlo, nekomu bo šlo to voda na mlin, vedno gre nekomu. Tako da pač lahko se pač odloči, da kip predstavijo v muzej, kar po mojem se zdaj po tem incidentu ne bo zgodilo, ker taki incidenti, bodimo iskreni, iz človeške psihologije, zdaj govorim, ne iz politologije, vedno utrjujejo pozicije, ki so zacementirane. Se pravi, če se je nek odnos do totalitarizma na neki strani, ti si rekel, leva mora spremeniti svoja stališča, začel rahljati, vsak tak incident, to stališče utrdi, ker nihče ne želi izpasti potem poraženc in se na to opre. In zaradi tega, po mojem mnenju, take stvari, psihološko gledano, v resnici utrjujejo status totalitarizma v državi. Mogoče sliši tu absurdno, ampak če bi šel gledati neko, kako se odzove javnost, to v resnici gre potem v obrambo dela in lika Tita, ki bi šel počasi v pozabo, o tem bi ga prej slej čas odplaknil in bi se to pozabilo. Ampak pač to tistim, ki želijo na tem vladati ali pa na tem utrjevati neko svojo javno podobo, svojo oblast, karkoli že, pač ne koristi in počnejo take scene. To bi rekel, da eno stvar si na začetku povedal, ki je zelo zanimivo in že tam mislim, da se bo velika težava pojavila. Govoriš o tem, da gre za poseg v neko lastnino. Tu je lastnino, ja. Vprašanje je, čigava lastnina, čigav spomenik je tole, a je to državno, a je to od občine ali je to od kakega privatnika. Če gre za državno, če gre za občinsko, imamo težavo, ker se ne sme slaviti diktatorja totalitarnega, ki je odpravljal človekove pravice, moril 10.000 ljudi, sistematično skrival trupla teh ljudi, še danes jih nismo najdli. Tu je težava. Kako? Oni bojo rekli, da je to javno. Ni res.
Javno je splošen termin, ne? Pravno gledano ne obstaja, ne moreš imeti konkretnega, je to državno ali je to privatno. In zdaj tu ima država ta oblast težave. Zagotovo ni od tega, ki je glavoceko. Če javno je. Če trdimo, da je javno, je tudi od njega in razumem, ampak potem lahko grem jaz pa razbijam. Je tudi malo njegovo. Ampak razumem. Ampak lahko pričakujemo, recimo, da se bo zdaj ta, rečem, trend, da se bo to začelo dogajati povsod po Sloveniji, recimo tukaj Kidrič v Ljubljani in podobno. Je možno, da pride do tega nekega navala, tega zdaj, ne vem, sekanja teh glav, teh spomenikov. Ne, ker so zaščiteni, ker sedanja vlada ščiti, se tudi vidimo te simbole na državnih proslavah, rdeče zvezde, gospa Makarovič pride na državno proslavo, pa to vsi prinašajo. Tu so ga slabo zaščitili. Vse v Ljubljani so že polili tudi Kidriča z rdečo barvo, pa so potem počistili, to se dogaja. Jaz mislim, da nekega splošnega rušenja ne bo, da večina Slovencev toliko na to ne da, pa tudi toliko pogumni niso, ne, za političnih stališč, kot je ta gospod. Se mi pa zdi to, da država ne upravi za to zgodovino, da teh... Se pa ta je pogumen, kako? Jaz mislim, da je to... Jaz ne vem sicer, zakaj je to točno naredil, ampak več dni žagati nekaj, da izražiš neko politično stališče, to je kar dosti bolj pogumno ravnanje, kot recimo to, da se boriš na vso moč za pravico do splava v državi, kjer ta sploh ni ogrožena, ker ima največji odstotek splava na svetu. Tistega Huseina so hitro podali, ne? Ja. Lahko pa to, ne? No, to hočem reči, je pogumno in tudi pretivamo sankcije, ne? Ker to je v resnici on upira ne neki fantazmi pa nič, ampak oblasti. Vse ta oblast tega Tita časti, ne? Zato je šla na Čebine, Asta Vrečko z mandatom vlade. Niso zanikali kot ministrica. Ne? In to je na nek način pogumno. Videli bomo, kakve bojo posledice. Ja, dobro, predlagam, da gremo zdaj od tega gospoda Miroslava Pačnika, gospodu Gregorju Kavčiču, to je ortopedu iz Novega mesta, ki je bil odpuščen iz bolnišnice, ker naj bi umetno ustvarjal čakalne vrste. Ne? Ampak tukaj zdaj, jaz sem pač bral vse te okoličine in sem si ustvarjal neko mnenje, da gre v bistvu za enega spet za neko kulminacijo tega spopada med Golobovo vlado in zdravniki, tako bi rekel, ne? Ki se tudi vidim to odraža v teh medijih. Ne? Jaz bi tlele kar nadaljeval. Očitno ta spopad ne neha, ne? Jaz mislim, da gre za nekoga, ki so ga mogli najti, da ga bodo žrtvovali, zaradi tega, ker je zdaj velika afera z maksilofacialnimi kirurgi, ki odhajajo. Gre za izjemno pomembno dejavnost, ki se je gradila leta. In je pač, tu je resnično tragika, o tem pač govorijo vsi zdravniki, ne, in tu je zdaj prišlo v javnost. To je zdaj samo ena klinika, veš? Ena z dvs, ne bi rekel. Ja, ampak izjemno pomembna in tudi izjemno redka. Ne. In tu moraš nekako zapreti, ne, ker sicer ti potem pade celotna ideja. Misliš javnomnenjsko? Javnomnenjsko, damage control moraš narediti, so najdli gospoda, ne, ki, če sem prav razumel, naredi največ ortopedskih operacij v Sloveniji, ne, in takemu človeku očitati daljšanje čakalnih vrst je v bistvu umni nesmisel, to je oksimoron, to je neumnost. Bi pa rekel nekaj drugega, malo, ko sem govoril med zdravniki, se pravi, drugi očitek je bil ta, da je on lažje primere, se pravi, pošiljal k koncesionarju, teže pa puščal v bolnišnici. Na to so opozorili tudi maksilofacialni kirurgi, ki so rekli, oni niso tam, da puljo zobe, to lahko delajo zobozdravniki. V bistvu je ta človek, njemu bi ga mogli vzeti za zgled, za svetovalca v strokovni svet, ker je povedal, kaj bi moralo ministrstvo narediti, da bi skrajšalo čakalne dobe. Namreč bolnišnice imajo več opreme, bolj strokovni stav, se pravi osebje, in naj se ukvarjajo s težjimi primeri, lažje pa naj grejo v koncesionarje ali pa v neke druge ustanove, kjer ne zmorejo delati tako težkih primerov. To je v resnici, ker je ta zdravnik naredil. Pokazal mi je organizacijo. Tako je, on je delal triažo in s tem še dodatno krajšo čakalne dobe, to, kar bi mogla delati za ZZS. Zdaj, če njemu očitajo, da je koncesionar enako plačan za lažji kot težji primer, to ni problem nekega zdravnika, ki se trudi za bolnika, da je prišli do posega in reče, zdaj malo banaliziram, reče, ti si lažji primer, pejdi tja, ker boš prej prišel, mi bomo pa obdelali tiste, ki jih tam ne morejo obdelati. Ampak je tu primer ZZS, ker tega ne ustrezno vrednoti. Se pravi, gospodje na ZZS-ju vlečejo plačo in zato nič ne naredijo. Bi pa tukaj rekel, in tukaj, da res on, šlo pa bo on tle še z eno drugo zadevo, kot sem to spremljal, skratka, da je on res delal dobro, celoten kolektiv se za njega postavil. Se pravi, ko greš gledati, je nek človek, se pravi,
pokvarjenec, če grdo rečem, greš prvo pogledati v njegovo lokalno okolje, ne, tam sprejet. Ne. In prišlo je ven kaj, ne, da je pač to vodstvo bolnišnice, da se je lahko izplačevalo, nekje sem prebral visoke nagrade, da je imelo plus, je stiskalo osebje, ne, in ga je podplačevalo. In to je težava našega zdravstva. Jaz slišim, da je 600 mladih zdravnikov, ne, tu so tisti nekje 5 let po specializaciji, zaradi tega, ker so izpadli ven iz prevedbe plačnih razredov, zdaj v bistvu podplačanih. Ne. Pa kaj mislite, da se bo zgodilo s temi ljudmi? Ti ljudje imajo še celo življenje pred sabo. Oni, če ne bodo šli zasebnikom, bodo šli v tujino ali pa početi kaj drugega. Ne. Skratka, nam zdravstveni sistem razpada znotri, ker se ne ureja teh odnosov, ker se ne ureja teh procesov. In to je naloga ministrstva. Ne. Potem pa pride neka državna sekretarka. Ne. Slišim, da je mogoče, da je celo zdravnica, ampak potem so eno pozorili, mogoče je frustrirana, ne, ker je bila samo zdravnica, ni nikoli uspela priti na UKC, ne, in reče, da je 600 operacij za nekega kirurga malo. Lej, tu sta 2 na dan. V celem letu, če bi vsak dan delal, se to je lahki izračun. In da to nekdo reče in se mu nič ne zgodi, ne, in ga minister ne odstavi. To je škandal, ne? Taka vlada ne more tega reči drugače, kot da najde enega grešnega kozla, ne? Tistega, ki izjemno veliko dela in ga pribije javno na križ. In še tle bi zaključil, kakšno je to sporočilo? Sporočilo je, da se delo ne splača, da se nadpovprečnost ne splača, ne? To je tisto, kar je Prebilič rekel, mi moramo dekriminalizirati uspeh. Se pravi, rekli so, gledajte, ne delati. Vi delate čim manj v zdravstvu, potem vas ne bodo nabili na križ, če ne boste nič delali v zdravstvu, boste krajšali čakalne dobe, če boste pa delali veliko, ne, in resnično opravljali svoje poslanstvo predano, kot zdravnik mora, ne, potem ste pač tisti, ki boste odpuščeni in boste grešni kozu. Ampak ta spopad, ne, proti tem zdravnikom, ki se predogaja v teh Globovih medijih, to je čisti fanatizem postal. To je čisti fanatizem postal. Tega še nisem videl. Oni so našli razrednega sovražnika, namreč jaz mislim, ne, oni tega sistema ne morejo popraviti ga pa ne morejo zato, ker treba pogledati, kdo je tukaj najbolj zaščitena stranka. Dobavitelji. Ne. Oni so šli v prepoved dobička koncesionarjem, ne, niso šli pa v prepoved dobička dobaviteljem medicinske opreme. Pazi, medicinska oprema ne more delati zdravnik posegov brez medicinske opreme. Ne. Zakaj je javni interes, da vzameš koncesionarju dobiček, ne? Prepoveš izplačevanje dobička, medicinske opreme pa ne. Ker jaz mislim, da se ta klika, ki nam zdaj vlada, ne, financira iz teh provizij medicinske opreme, ne, in ker tega ne morejo, zato ker bi s tem zaprli svojo lastno pipco denarja, ne, ker oni so tisti, ki so paraziti na zdravstvu, ni so paraziti zdravniki, kot so jih imenovali, ne, rabijo odpreti razredni boj, ne, proti neki skupini ljudi, ne, in na njih pač bojevati svoj razredni boj, da bodo svojo ideologijo uveljavili. Pri čemer ne, moramo paziti, ne, tu so zdravniki opozarjali, ta zakon o zdravstveni dejavnosti, novela, ne, da bo sesula zdravstveni sistem, ker se bodo odhodi dogajali. Je to časovno najeno, ne, še na volitvah, na maja. Ne? Se pravi, ampak dogaja se pa že zdaj zakaj, ne, zato ker v resnici ima nekako, če razumem, 2 omejitvi. Prva je, določeni zdravniki so imeli dovoljenja za opravljanje dejavnosti izven matične ustanove, in teh dovoljenj se ni smelo podaljšati in tem zdaj dovoljenja potekajo in ne smejo. Enim so že mogoče potekla. Ne? In se zdaj tu počasi dogaja ta zgodba. Ne? Se pa maja, pa seveda po volitvah se bo pa to zgodilo sistemsko povsod in takrat bo povsem sesut zdravstveni sistem. Ne? In tukaj se vidi še eno sprevrženost tudi našega javnega diskurza, če grem spet na Tito, anti-Tito, ne? Da se ohranja cel ta monopol. Ne? Smo mi zamešali 2 pojma. Ne? Mi pravimo javno zdravstvo, politika. Mislijo pa državno zdravstvo. Javno zdravstvo je storitev. Meni je čisto vseeno, a me operira zasebnik ali privatnik. Jaz plačujem zdravstveno zavarovanje in pogledajte na svoje plačne liste, ne, tisti, ki jih znajo prebrati, boste videli, da tega denarja je ogromno. Ne. Tega denarja je resnično ogromno. In meni je čisto vseeno, kdo me bo operiral. Ne. In jaz zagovarjam javno zdravstvo, tisto zdravstvo, kjer jaz, ki sem zavarovan, ko se mi nekaj zgodi, poseg dobim v razumnem času in brez da to dodatno plačam, ker sem to že plačal. Ne? Zdaj pa državno zdravstvo je pa tako, da se ščiti monopol države, ščiti se ga pa zato, ker potem lahko ta država preplačuje dobavitelje medicinske opreme in čez to se jaz, ker to ščitam, dobivam neposreden benefit. Ne? Zgublja pa kdo? Zgubljajo pa ne zdravniki, zgubljajo pa predvsem bolniki, ker zdravniki so tako redka dobrina zdaj v Evropski uniji in v svetu nasplošno, da se lahko financirajo kjerkoli. Ne? In ideja ta, jaz
jaz bi rekel. Ne. Država naj se ukvarja z regulacijo, se pravi, naj zagotavlja meni kakovostno oskrbo preko tega, da podeljuje licence, da preveri, ali ima nek medicinski center ustrezno opremo, ustrezen kader, ko pa da licenco, država ni več kaj tam početi. Jaz sem zavarovan, naj definira košarico in jaz sem tisti, ki se bom zbral, katerega zdravnika imel. Ne. Čeprav razumem tale nesrečni kirurg Kavčiča, ne, k njemu so bolniki sami želeli iti. Zakaj? Ker bolniki zelo dobro vejo, kdo je odličen zdravnik in kdo ni odličen zdravnik. In to je edini kriterij. In tisti, ki je odličen zdravnik, je tudi prav, da več zasluži, ker dela več. Ne. To je edina stvar, ki nas bo izpeljala ven iz zablode, kjer trenutno smo. Ne. Peter, Novo mesto, bolnišnica Kavčič. Jaz mislim, da je gospod Kavčič žrtev obupno napačne politike predsednika vlade, ki je sploh ne prikriva in ki jo poskušajo cel njegov krog skupaj z mediji ubraniti. To pa je to, kar si samo omenil, torej da naredijo v državi povsem državno zdravstvo in ukinejo zasebništvo. Zasebništvo, podjetništvo od ljudi, tudi zdravnikov, ne, ki je v resnici... Ti misliš, da gre v to smer? Ja, absolutno gre v to smer in njega so rabili kot žrtveno jagnje, da pokažejo, kako ti zasebniki izkoriščajo. Ne, so si pa zbrali dejansko izjemno slab primer, ne, in matematično jim to, kar govorijo, absolutno ne vzdrži. In to zelo preprosti ljudje opazijo. Ne. Ker če ti, ne, ok, on je za leto, ko smo videli statistike, ne, v letu 2024 je bil pohvaljen, da je naredil nadpoprečno dosti operacij v javnem zavodu. Zdaj, za letošnje leto v resnici sploh še ni statistik. Pravijo pa, da je bil malo podpoprečen, zato ker je, ne vem, namesto 8 ur delal 16 ur pri koncesionarju, kjer je pa dodatno delal operacije in da je nekaj ljudi, ne, v prostem času iz te vrstnega reda tukaj v državnem, ne, šlo tam k zasebnemu, ne, in da je to zdaj ta strašna katastrofa. Ne. Ja, po sistemu, da je očitno teže tja pošiljo. No, vse, kakršnekoli je, se je s tem vrsta v tem državnem sistemu zmanjšala, ker so eni šli tja. Seveda grejo tudi druge državne bolnice, če je tu vrsta predolga. Ne. Ampak kaj so pa zdaj naredili po 11 mesecih, da bi ustvarili vtis, kako super je ta politika šefa vlade, ki govori, da zdravniki nikjer po svetu ne smejo delati pri koncesionarjih ali pa drugih, kar v celi Evropi lahko delajo, tudi v Avstriji, recimo jaz jih osebno poznam. Končna posledica je to, da so tega odličnega kirurga, ki je opravljal poln delovni čas v državni bolnici, tam odpustili. In zdaj sploh več ni zdravnika. In zdaj ljudje sploh ne bojo dobili oskrbe, ne, koncesionarje skušajo ukiniti, tam tudi ne boš mogel več dobiti, imel boš samo dve izbiri. Ali boš sam dodatno plačal, kar v državnem zdravstvu ne moreš dobiti, pa si že plačal, ker so neskončne vrste, ali boš pa šel preko meje, na Hrvaško, v Avstrijo, ker je pa zanimivo. Tam ti pa plača naša zavarovalnica naknadno in te zdravijo zasebniki, ker so bolj učinkoviti. Ne. Jaz bi še eno stvar opozoril, če smo že pri tem, ker je zelo značilna za ta spopad. Ne. Nekoč je direktor MD medicine v Ljubljani poslal en SMS Dejanu Židanu na vlado. Ne. Zakaj smo že spet onemogočili, da bi upravljal zelo kompleksne zapletene operacije na vratu, ne, ki strašno trpijo ljudje zaradi tega, ker že več let mu ne dajo tega, vedno dajo kliničnem centru, klinični center pa nikoli teh operacij ne naredi in ljudje strašno trpijo. Ne? In potem je bil celo javni spor, sta oba argumentirala to, ne? Židan je govoril, da rabimo državno zdravstvo, da je treba denar dati, ja, ne? Ta je pa opozarjal, da ljudje rabijo storitve in da je on v resnici ceneje izvaja kot klinični center, bistveno ceneje. Ne? Načeloma sicer isto, ampak država on jim plača vso infrastrukturo, gradnjo pa to. Ne? Zdaj, kaj pa je v ozadju tega? Kje pa se je pomemben politik te države v resnici zdravo, ko je imel to težavo? Isto, Milan Kučan. Šel je v Švico in šel je k zasebniku v Švico. Paste, o tem govorimo. Če smem tle dodati ekskluzivno informacijo, slišim celo, da se je Aleksandar Čeferin operacijo zdaj prestal na srcu v Milanu. Ne? To je ekskluzivna informacija. Mogoče Bojan lahko raziščeš po oddaji. V zasebni kliniki, verjetno, ne? To pa ne vem. Ja. Vem sam kraj pa... Jaz bi tu bil zelo previden, imamo upravka za eno politiko, ki smo jo v bistvu že v socializmu videli, ne, kjer so ti partijski šefi reševali kmetijstvo pa krave, ne, in na koncu rekli, škoda, da je ta krava zdaj umrla, jaz imam še toliko dosti idej. Zdravstvo je prepomembna stvar, da bi se lahko tako igrali. Ja, Danilo Tirk je šel, mislim, da v Salzburg, ne? Na operacijo prostate, ne? Drži, ne? Ja. V Salzburg je Paho, pa mislim, da je šel v Celje. Ne? No, pa jaz bi še eno stvar opozoril, ki je osebna, da bomo malo bolj osebni. No. Pred časom je Metka, s katero živim, pač ugotovila, da imam neki zrastek. In rekla, to je lahrakal. In rekla, jaz ti takoj plačam zasebnika. 5 si to operirati, je poklicala, je ona uredila, sem šel čez 3 dni, me je odličen ljubljanski kirurg operiral. In tega več ni.
Zdaj, če bi hotel to urediti preko državnega zdravstva, bi mogel najprej najti svojega osebnega zdravnika, ki v Ljubljani več nimam, ker so zginili, ne, in imam nekje, sploh še nikoli nisem videl v Kamniku. Ta bi me poslal na pregled, Bog ve, kako dolgo bi to trajalo. Ne. To sem sam plačal, dodatno, ker sem itak že plačal, ne, da bi mi sicer moglo državno zdravstvo narediti. Kaj se je potem zgodilo zaradi te politike tega našega genialnega šefa vlade? Ta isti kirurg danes ne dela več teh operacij, zaradi te politike. In danes te možnosti jaz več nimam. Zakaj pa je to, oziroma mogoče je pa celo opustil tisto siceršno zdravstveno dejavnost, ki jo opravlja v državnem zdravstvu. Zakaj pa je to pametno? Čem je tu korist za skupnost? To se mi zdi pa res popolnoma neumno. Pravi problem je, zakaj država vsem ljudem ne zagotavlja to, da bi lahko na hitro te stvari v državnem zdravstvu uredili, kar pa niti slučajno ne, in s tem problemom se ne ukvarjajo. Oni se ukvarjajo s preganjanjem nekih zdravnikov, ne, kar se mi zdi pa res neumno, no. Če smem samo to dodati prej, kaj si rekel, ne, to je res, ne, če imaš ti nerazumno dolgo čakalno vrsto, lahko greš v tujino in ti ZZS v celoti povrne znesek. Ampak zakaj pa je to tako? Ne? Zato, ker to zahteva uredba Evropske unije. Ne? Skratka, Evropska unija ureja tudi to področje na ta način, ne? In tukaj bi mogoče, če smo mi že pri vseh zadevah, ne, ki jih iz Evropske unije, vsej birokraciji, ki je mogoče nesmiselna, smo bolj papeški od papeža, implementiramo bistveno bolj detaljno, kot to Evropska unija od nas zahteva. Ne vem, zakaj se pa v tem pogledu ne zgledujemo po nekih uredbah Evropske unije in posameznikom, ali pa vsaj tam, kjer so nedorazumne čakalne vrste, ne, omogočimo, da grejo slovenskim zasebnikom, ki jim zaupajo, nimajo tega stroška transporta, ne, in da to povrne ZZS. Ne. Mislim, da bi vsi od tega nekaj dobili, ne. Ampak pač tega naredimo po mojem mnenju zato, ne, ker to pomeni odtek denarja iz državnega zdravstva, ne, in manjša, če bi zdaj zelo preprosto rekel, recimo, da je fee 10%, ne vem, koliko je budžet tam za opremo, 6 milijard, mislim, cel, ampak oprema je manj, ne? Če je 2 milijardi, govorim zdaj na pamet zelo, 10% je 200 milijonov, ne? Če greš za pol milijarde ven, potem ti 50 milijonov tistega fija v kuvertah ne pobereš. Ne vem si zdaj, koliko ljudje vedo, da lahko uporabijo. Ne? To bi še sam rekel, no? Da ne bo nesporazuma. Gotovo so sicer možne, če imaš v javnem sistemu tudi zasebnike, tudi zlorabe. Ne? To je mogoče, to je upravičeno. Ne? Ampak oblast je tu zato, da te zlorabe z dobrim sistemom prepreči. Ne zato, da ukine konkurenco, ne? Zato, da potem imaš zgolj državno zdravstvo, za katerega je znano, da je problem strašna korupcija in da ne deluje nikjer. Ne? Zdaj, da bi tudi primer, kako se te zlorabe zgodijo iz časov levo-liberalnih strank. Ne? Ko sem jaz dobil enega od otrok, ne? Je soproga imela težave z krčno žilo po porodu, tako je hudo, to se zgodi franzeščencem. In so mi v bolnici so nam povedali, lahko greste v državno zdravstvo, tu pri nam, bo en teden v bolnici ali pa 2, ker je to pač težek poseg, ampak veste, lahko pa greste k zasebnikom, ki imajo modernejšo metodo, to naredijo v enem dnevu, bo lahko šla takoj domov in bo lahko dojila in vse sam plačati morate. In seveda smo plačali. Ne, to je pa po mojem bila zloraba. Ampak to je bil njihov sistem, levo-liberalnih strank, ne nek desni. Ne? In tu niso pazili na te zlorabe in niso zagotovili, da bi državno zdravstvo zagotavljalo moderne, dobre storitve. Zagotavljali so za en drek storitev. Zasebniki so pa ponujali boljšo in včasih rabiš za to zasebnike. Ne? Vse tudi, mi bi lahko še danes imeli avtomobilsko industrijo vso državno, pa bi se pač vsi vozili z ladami pa z stojenkami. Jaz imam rajši BMW, pa Mercedes. Pa zasebniki ne preplačujejo, ne dobavitelju za osebne. Seveda, zasebnik pač pazi na to, da so stvari racionalno narejene, ne? In to je pač tudi smiselno. In druga stvar, ki je bilo treba narediti, in s tem bi se moglo ministrstvo ukvarjati, ne? Da pač na UKC-u, ne? Ki je, pazite, UKC ima noter to je univerzitetni klinični center, ne? To pomeni, da je terciar, da se ukvarja z raziskovalno dejavnostjo, z izobraževanjem, ne? Da tam ne pulijo zob, ker je to v bistvu, da imaš ti, tam je smetana zdravstvene stroke. Ne more se smetana zdravstvene stroke, se ne sme ukvarjati z banalnimi posegi, če grdo rečemo. Ne? In to je zdaj naloga ministrstva, s tem naj se ukvarja. Ne? To, kar je v bistvu Kavčič naredil, ne? On je delal triažo in je lažje primere dal tja, ker jih lahko naredijo pač hitreje. Ne? In je pač to naredil in to bi moglo delati, ampak tega ministrstvo ne dela. Koliko sem jaz razumel, je on tam tudi delal v nekem timu, ne? In kakšni primeri so vse tja prišli, ne vemo, zato tudi niso javljali njegovega dela, ker je več ljudi delalo. Pol njemu učitajo, da je prikrivajo, ker je sploh hecno, ker on ni delal. Če smem, še dve stvari bi rekel. Najprej, ti odhodi zdravnikov, ne da se poznajo zdaj na pacientih. Pozabljamo, to bo imelo izjemno dolgoročne posledice. Namreč v tem poklicu, če jaz prav razumem, se znanje tisto subspecialno, tukaj imaš specialista, pa imaš pa subspecialista, se prenaša z mentorstvom, ne? Se pravi, ta ortoped
je bil mentor številnim zdravnikom, ki zdaj, ko bo on zmanjkal, ali pa maksilofacialni kirurgi, ki grejo z UKC-ja, nove generacije ne bodo imeli mentorjev. Ne, paste, ta del znanja, ki se je razvil, mi imamo resnično vrhunsko zdravstvo, mi smo vrhunski v svetu, ne, ta del se bo izgubil in to se nam bo poznalo nam na generacijah, norosti ene vlade se bo poznalo čez desetletja, ne, in tukaj je recimo eno od teh problemov. Je pa zanimivo, zdaj na koncu, no, da sta oba dva, bom rekel, zavzela neko stališče, da je bil ta Gregor Kavčič v bistvu eksemplarično izbran. Ja, tako je. To se bo preprosto so ga izbrali. Ja, zaradi tega, ker je veliko delal, ne, zato so mu lahko veliko naprtli, tudi malo več je zaslužil, ne, pokazali so njegove zaslužke. Dali so v medije, ne? Dali so v medije, rekli so zaslužene 150 000 evrov, to je greh v Sloveniji, ne. Čeprav, če pogledamo, koliko so plače zdravnikov v tujini, to je v bistvu bagatela, ne. V resnici je to bagatela, ne. In iz njegovega intervjuja sem zbral še za vrhunske zdravnike to bagatela, ja. To je bistvo kar za poprečne zdravnike v tujini bagatela, ne, za vrhunski zdravniki grejo bistveno više še, ne. Ampak zdaj pa še eno stvar sem zbral z njegovega intervjuja, če sem prav razumel, ne. Se pravi, njega so prosili delati dodatni program, ne, da bi skrajševal čakalne in on ni zavrnil. Ne, sploh ni res, ne. On je povabil vodstvo in on je zahteval, da so ljudje pošteno plačani. Ja, se pravi, Golob, ki trdi, da recimo on je obljubil vsem božičnico Goloba, ne, ker morajo biti javni uslužbenci pošteno plačani. In zdaj linčo človeka, ki ni naredil nič drugega, kot se je zavzel za to, da bi bile medicinske sestre, inštrumentarke, asistenti in tudi on kot operater pošteno plačani. In ker je vodstvo bolnišnice, tako sem razumel, lahko sem narobe, videlo, da ta pošteno plačilo bo šlo od njihove nagrade, ne, ker tukaj je ideja državnega sistema, nekaj izbrancev kot totalitarizmu, ne, ki se napaja z naše sklede, zato da vsi drugi delajo za bagatelo. In zato se nam ruši zdravstveni sistem, ker tisti, ki veliko delajo, niso pošteno plačani, ker to tisti, ki imajo svojo politično in drugačno moč v rokah, raje zdržijo zase in raztalajo svojemu omrežju. Ne. In potem se nam pač sistem poruši. Ti zdaj praviš, da je Golob linčal človeka, ne? To se pa hočeš reči, njegov kabinet oziroma Golob je neposredno vpleten v to, kaj se dogaja. Zdaj, a je on neposredno vpleten, tu ne vem, ampak je zagotovo politično izrabil to, ne, in s tem je dal tudi sporočilo vsem, ne, vi ne smete vrhunskih kadrov dobro plačati. To je za dolgoročno, za katerikoli sistem, predvsem za zdravstveni sistem, katastrofa, ne, ker teh kadrov potem tam več ne bo. Ne. Še eno dodatno mi zdi, treba vedeti, ki še podpre to, kar Peter govori. Ne. Zdaj, ta konflikt se je začel v bolnici Novomeški, kjer je ga sporožilo vodstvo. Vsa vodstvo bolnic je s čistkami si nastavil Golob, njegova vlada, ne. In oni so zbrali podatke v tem konfliktu, ne, in potem v nadaljevanju to pa kaže na direktno povezavo vlade. Lahko vidimo, kako so ti podatki, ki so interne narave, ki načeloma ne grejo v javnost, se pojavijo v vseh medijih, ki jih obvladuje Svoboda. In se pojavijo tudi v strankah in to uporabljajo kot argument proti temu zdravniku, ne. To kaže, da je dejansko tu gre za politični obračun. Tega ni mogoče drugače sploh razumeti. Ne. Potem je sicer dobil možnost odgovoriti tudi nekaterih medijih, ki niso pod nadzorom vladnih strank, ne, in tam se jim je pa začelo malo lomiti, ne. Pa še v nekaterih teh največjih, ki vendarle skušajo biti profesionalni. Ne. In tam se potem ta slika tudi prikaže, tega v resnici političnega obračuna zaradi političnih razlogov z nekim zdravnikom, ki ga je izvedlo politično nastavljeno vodstvo, za katerim stoji vlada v Ljubljani in predsednik vlade Robert Golob. To je pač preprosta slika. Ne. Tisto, kar meni navadno je to, da kako se skušajo včasih izmakniti posledicam teh čistk, ki so jih naredili. Ko si naredil čistke in si nastavil svoje ljudi, to pač ima posledice. Potem ti ljudje delajo zate in če potem še gre preko tebe to v medije, kjer si isto naredil, ti ne moreš reči, da je to zdaj neko dogajanje, od katerega si ti udaljen. Tako da tu se jaz s Petrom absolutno strinjam, da to gre za politični obračun. No, predlagam, da končamo. Zdaj danes smo, poleg teh komentarjev, smo nekaj izvedeli, nekaj operacijskih posegov, ne. Peter Jančiča, ki jih je povedal, pa ekskluzivno novico, ne, kje se je operiral Aleksander Čeferin. Upam, da je vse okej, ne. Mislim, da je vse okej, sem tudi želim vse dobro, no, ampak pač se mi je zdelo tu vseeno je javni interes. Temu, ja. Skratka, Peter, najlepša hvala za davanje komentarje danes. Vidimo se prihodnji torek v novi uri resnice, od takrat pa ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.